Dober dan, pozdravljeni v drugem dnevu Indigo festivala. Danes v bistvu začne glavni del design programa in se vam vsem zahvaljujem, da ste tukaj. Jaz bom na hitro v bistvu samo dal neko časovnico vsega, kar se bo danes dogajalo. Začne se najprej v bistvu s prezentacijo Fundacije Brumen, temu sledi to so kratka predavanja, v bistvu 20 minut, 25 minut. Kratka prezentacija Teje Kleč, temu sledi potem prezentacija Studia Fidel, ki je, ali pa ne vem, a je Fidele ali Fidel, moja francoščina je že slaba. Fidel, ja. Da ni kot kubanski diktator. Skratka, gre za francosko riso studio, ki sodeluje tudi spodaj na letošnjem Cafe and Hoursu, ki se začne ob 5 in traja do 10 zvečer, znači danes in jutri. Potem bo, razen če bom imel zamudo z letalom, kar je letos velik problem, na oder prišel Bill Kuligas, ki je tudi v bistvu DJ in glasbeni producent in bo imel potem tudi DJ set po koncertu Marine Herlop, ki bo ob 9. In design program za danes bosta zaključila predstavnika design studija, dajmo reči tako in časopisa The Serving Library. Ampak najprej predstavim v bistvu naša prva dva gosta, predstavnike Fundacije Brumen, samo na hitro za tiste, ki mogoče ne poznajo Fundacijo Brumen, čeprav mislim, da je kar nekaj vas prišlo v bistvu po svoj izvod kataloga. Skratka, fundacija je bila ustanovljena leta 2003 in je neprofitna organizacija, ki se zavzema za promocijo kakovostnega oblikovanja vizualnih sporočil, obenem pa širšo javnost opozarja, da je oblikovanje vse okrog nas in ključno vpliva na kakovost bivanja. V sklopu Indiga bodo člani fundacije Hanna Cirman ter predsednik uprave Radovan Arnold najprej predstavili katalog letošnjega 10. bienala slovenskega oblikovanja, potem pa tudi druge publikacije in projekte, ki so se zgodili letos oziroma so planirani v bližnji prihodnosti. Prejšnje in aktualne publikacije si lahko tudi v bistvu pogledate kasneje od 5 naprej na Cafe and Hoursu med 5 in 10 ur zvečer. Tako da najprej na oder povabim člane Fundacije Brumen, vam se še enkrat zahvaljujem in ostanite naprej. Živijo. Mene ful veseli, da ta prodajni trik pridite po svoj izvod kataloga deluje, ker mislim, da tole ob 4 je res sred vašega delovnika. Najlepša hvala, da ste se danes oglasili. Tako da ja, člani Fundacije Brumen. Jaz v resnici sploh nisem član Fundacije Brumen. Jaz sem pridruženi član in letos tudi vodja 10. bienala slovenskega oblikovanja Brumen. Z današnjim dogodkom se v resnici bienale zaključuje, dajmo temu reči. Na tale katalog smo čakali čez poletje, ker smo rekli, če ga izdamo konec junija, boste vsi že na morju, zdaj pa se mi zdi, da smo že vsi dosti razpoloženi za kulturne dogodke, da je pa to mogoče tudi čisto okej. Skratka, ja, Fundacija Brumen se je v bistvu Ajdin, ki je tudi zdaj po novem član upravnega odbora, skupaj z Gregorjem Žakljem in z Mino Arko in Radovanom Arnoldom so se pridružili v bistvu v tem času med 9. in 10. bienalom, predhodnim članom, ki so pa Ajda Šmit, pa Ajda Bevc, pa Primož Pislak. A sem koga pozabila? Jaz mislim, 7 jih je, če pa sem, se pa ful opravičujem. Tako da ja, Radovan Arnold, kot član, ki se je pridružil pred kratkim in takoj postal predsednik. Kako v bistvu, mislim tako, da malo razbijam, da ne grem direkt v obnovo bienala. V bistvu me zanima tako, zakaj si se odločil pridružiti Fundaciji Brumen, ker mislim, da je ta funkcija, ki jo nekako dobiš s povabilom, najprej članstvo in potem pač izvoljenost za predsednika, je tako, mislim, da mora vsak imeti eno motivacijo za to, da se mu da ukvarjati s tem podpornim okoljem v oblikovanju, ker to so pač funkcije, ki so absolutno nehonorirane, ki večjemu grejo v minus, kot se zavedajo vsi dolgoletni člani Fundacije Brumen. S čim smo te prepričali? Mislim, če prideš v ožji zbor kot nekdo, ki se ukvarja z dizajnom ali pa če dobiš nagrado, je pač to nekaj, kar najbolj velja v Sloveniji. Se pravi, si priznan za svojim delom. Tako da to je ena izmed stvari, da je pač Brumno bienale po mojem
pik tega, kar v vsake 2 leti v dizajnu pač pogledamo. Zakaj sem pa se pridružil? Ker prvič je nekaj delaš za to, da preživiš in pač to je tvoje, nekaj moraš pa tudi družbi vračati nazaj in v bistvu delaš na prostovoljni bazi neke stvari, ki so vredne tega. Ja, se strinjam. Se mi zdi, da včeraj je bilo se opravičujem, ker sem pozabila ime od oblikovalca iz Nizozemske, Ruben. Se mi zdi, da je ful lepo povzel v bistvu en tak razlog, on je sicer bolj govoril nekako o ekološkem, nekako osveščanju, ampak tudi nek ta degrowth, ki se dogaja v bistvu skozi nek ta community building, sem zdaj povedala s ful lepimi angleškimi stavki, se iskreno opravičujem. Ampak tako, zdi se mi, da je neko to udejstvovanje v podpornem okolju, pa se ne rečem, da je fundacija tle edina, še zdaleč ne, pač ogromanje tega in pač Indigo tudi med drugim je en izmed teh dogodkov, ki dajo nekako nazaj skupnosti in se mi zdi tako res, mislim, zame logično, za druge pa se mi zdi pohvalno in pač tako ful spodbujam pač to, da si nekako vsak poleg delovnika, ki že itak požre toliko časa, vzame ful ene energije, da se pač udejstvuje, tudi ekstrakurikularno in s tem mislim v bistvu tudi vse prijavitelje bienala. No. Se vem, da mogoče pač uvrstitev na bienalu in nagrade na bienalu pridejo prav, mogoče komu za točke ali pa za nek brand building ali pa nekaj, ampak v resnici se mi zdi, da s tem nekako se tudi daje nazaj eni skupnosti, ker pač, če se vsi zmenimo, da sodelujemo nekako v enem projektu, pol ta projekt v bistvu dobiva vrednost v njemu in dejstvo, da se pač prijavitelji, ki so odlični oblikovalci, udeležujejo Brumna, je tisto, kar mu daje legitimnost. Tako da to sem mogoče hotela povedati, preden začnem nekako s povzetkom ostalih stvari na bienalu. Torej ja, predvsem pa legitimnost mogoče daje tudi to, da je zdaj izveden že 10. Torej, bienale se je začel leta 2003, takrat, ko se je fundacija tudi ustanovila in prav s tem namenom, da bi se naredil en pregled odličnega grafičnega oblikovanja, ki je obstajalo vedno, ampak ki ga nekako človek, ki se sprehaja mogoče po, ne vem, mogoče samo v Ljubljani, recimo, pa ne po kakšnem drugem mestu ali pa ne obiskuje čisto vseh, nima v bistvu stika z vsem grafičnim oblikovanjem, ki se dogaja in je dobro, ampak potrebujemo v bistvu en dogodek, na katerem se vsi te projekti nekako zberejo, da se vidi v bistvu, kaj je nastalo in kaj je nek benchmark, kam smo se v bistvu premaknili. In mislim, da tudi katalogi, prav za nazaj, zdaj, ki jih gledamo, pa res vas vabim, da pridete dol na Caffeine Hours in si pogledate, odražajo v bistvu ene tako ful zanimive vzorce, ki so se pojavljali. Zdaj, ker pač res gledamo nazaj na, ne vem, na 2003, 2005, pač grafično oblikovanje je bilo res popolnoma druge in pol šele, ko vidiš v bistvu vse te neke ful nostalgične stvari, ki so že zdaj, mislim, da je v bistvu na tak način res odlično spremljati razvoj stroke, no, in je tudi zaradi tega zelo pomembno, da je pač udejstvovanje oblikovalske stroke kot take tako številčno v tem. Skratka, ja, letošnji bienale. Na bienale se je letos prijavilo 417 projektov, kar je v bistvu po dolgem času ena zelo, zelo lepa številka. Mislim, da smo take številke videli tam čisto na začetku, pri prvem, tretjem, tako naprej. Uvrščenih projektov je bilo letos 133, nagrado je prejel 17 projektov. Malo jih lahko gledate od zadaj, ki se rolajo, zdaj smo sicer že pri dogodkih, ampak 17 nagrajencev se pa vidi potem tukaj od zadaj. Sam je ful počasen slajčev. Podeljena je bila pa tudi ena glavna nagrada in sicer projektu Covid sledilnik in pa ena posebna omemba žirije in to je prejel pa Primož Zorko za svoj projekt Stay Inside. To je bila pa ena serija plakatov narejena med Covidom. Ob tem sem hotela v bistvu poudariti še to, pač zadnji bienale je povzel zadnji 2 leti oblikovanja, ki sta se zgodili v bistvu točno od začetka epidemije skorajda. Prejšnji bienale, sprejemali smo v bistvu prijave od septembra 2019, kar pomeni, da je v bistvu celo leto 2020, celo leto 2021 zaznamovalo ogromno enih odslikav korone na projektih. Za začetek seveda z glavnim nagrajencem. Covid sledilnik so se predstavili člani včeraj. Gre za, no pač se vsi odlično poznate projekt, se mi zdi.
Mogoče o razlogih, zakaj ga je mednarodna žirija tudi nagradila, bi lahko povedal slovenski član žirije, ki ga tam ne vidim v zadnji vrsti. Medtem ko je drugo nagrajeni oziroma pač prejemnik posebne omembe žirije Primož Zorko prav tako imel nek samoinicirani projekt, ki je bila pa tudi ena serija plakatov, ki so opozarjali pač stay inside, ostanite doma, ampak to skozi pač porno slike. Druga stvar, ki se mi zdi, da se je zelo poznala od korone, pa čeprav gledamo recimo zdajle projekte, ki so bili nagrajeni, ogromno število publikacij. Jaz ne vem, a so imeli oblikovalci in naročniki med korono končno čas, da smo se vsi oni projekti, za katere ni bilo treba deadlineov, raznih otvoritev, razstav in tako naprej upoštevati, da so takrat šele dobili zagon. Ampak publikacij je bilo letos neverjetno veliko, mislim, tudi žirija je poudarila njihov izjemni nivo kakovosti. Tako da ne glede na to, da jih je bilo prijavljenih mogoče manj kot komunikacijskih projektov, je bilo pa uvrščenih in nagrajenih res precejšnje število. Letošnji bienale, kar se tiče njegovega programa, se je pa začel v bistvu na dan, ko je Rusija napovedala vojno, tako da zajeli smo obdobje ene velike katastrofe in stopili v akcijo ob dnevu, ko se je začela druga. In sicer začeli smo ga v bistvu z predstavitvijo enega projekta, ki sta ga izpeljala Robert Ilovar in Aida Schmidt. Šlo je za raziskavo oblikovanja vrednosti, tudi ta je dol na Caffeine Hours na voljo za nakup. To predstavitev smo imeli v muzeju Mao. 2 dni kasneje se spomnim, da sva se z Emilom Kozaletom peljala v Maribor na naslednji dogodek Bienala Brumen in se intenzivno pogovarjala 1,5 ure o vojni v Ukrajini in potem smo govorili o oblikovanju. Kar hočem s tema dvema zadevama reči, je v bistvu, da tako v trenutku, ko pridejo neke te velike katastrofe in čudni dogodki, se mi zdi, da je zelo nenavadno se pogovarjati o oblikovanju. V bistvu imaš občutek, da gre za nekaj mogoče, ne vem, za nekaj, kar je že skoraj malo odvečno, da bi moralo v bistvu pač fokus spremeniti in se pogovarjati o bolj resnih zadevah. Za kar sem pa pol imela nekak čas odmeditirati in razmisliti, da potem, ko smo prišli enkrat do glavne nagrade, ki je bila COVID sledilnik, se mi pa zdi, da je tako, ja, ok, oblikovanje mogoče ni una prva stvar, na katero pomisliš takrat, ko pridejo pač v bistvu neke te velike katastrofe, ampak je pa pomirjujoče, da v bistvu z nekim tem elanom in dejstvom, da se pač ljudje, ki vejo, kaj počnejo, stopijo skupaj in naredijo nekaj za druge, da bistveno pomagati tudi v teh primerih, ko svet pač ni več tak, kot smo se ga navadili in za kakršnega bi želeli, da je. Torej ja, najprej oblikovanje vrednosti, potem smo bili v Mariboru. Naslednja stvar, ki se je zgodila še pred konferenco, je bila ena razstava Mirka Ilića, ki ste jo tudi prej mogoče videli že tamle na slajdih. Predstavitev smo imeli v zgodovinskem atriju od mestne hiše in hkrati se je pa razvila še razstava Tolerance. Na Kongresnem trgu smo jo imeli in to v sodelovanju z Tam inštitutom. Potem, ja, konferenca, jaz upam, da ste se udeležili. Kot vsako leto se je odvila v Kinu Šiška. Naše nagrajence in uvrščene projekte smo nato predstavili v Narodni galeriji, prav tako že tradicionalno 10. Nato pa smo nagrajence predstavili še v javnem prostoru, na Tamtamovi galeriji pred Figovcem. To javno predstavljanje projektov se mi zdi ful pomembno, zaradi tega, ker je mogoče ta bienale vseeno zaprt znotraj ene manjše strokovne javnosti. Kakor bi si želeli, da mogoče dosežemo eno širšo publiko in da jo prepričamo nekako o oblikovanju, o grafičnem oblikovanju, oblikovanju vidnih sporočil, je doseg še zmeraj nekako relativno majhen, ker gre pač seveda za strokovni dogodek, se teh meja v bistvu zavedamo. Me pa v bistvu hkrati veseli, da pač z postavljanjem teh projektov v javnem prostoru mogoče vseeno malo dvigujemo zavedanje o oblikovanju. Hkrati so se pa pol zgodila še 2 dogodka, ki smo jih izvedli v sodelovanju s podjetji. Eno je bilo na 3FS-u, eno je bilo na Flaviarju, kjer smo v 2 različnih formatih, nekje smo se pogovarjali malo o oblikovanju digitalnih produktov, na drugem smo se pogovarjali o, v bistvu Nejc Prah je imel predavanje
o vernakularnem oblikovanju, sledila je pa v bistvu potem še predstavitev Flavijarja, kako oni v bistvu snujejo nekak produktne embalaže za alkohol. Kar je pa v bistvu tudi super, se mi zdi, da nekako ena drugotna, oziroma nekako mogoče pod B naloga Fundacije Brumen, se mi zdi povezovati oblikovalce skupaj s podjetji, ki razumejo oblikovanje oziroma so vam pripravljeni vlagati. In fino se mi zdi, da nas dostikrat tudi do nas pristopijo podjetja, ki se jim zdi, da bi pač v bistvu lih preko nas lahko dostopali do ene javnosti, ki je izredno strokovna in je to v bistvu kader, ki ga iščejo in kader, ki jih zanima ali za poslovanje ali pa za drugačne oblike sodelovanja. Ena izmed pomembnejših stvari je pa to, letos smo podelili prvo nagrado za življenjsko delo. Mislim, da je odločitev, a bo zdaj na vsakem bienalu bomo to podeljevali ali ne, leži pri upravnem odboru. Se ne vem, a ne vas zdajle vprašam, kako ste si to zamislili. Ja, katalog bi vam pa tudi zdajle lahko počasi razdelili. Če bi si kdo želel pregledati svoj ogledni izvod, jih imamo tamle ene par. Mogoče lahko stopite do Ane Marije, če jo vidim tukaj kje. Tamle si, ok. Če bi kdo želel ogledni izvod kataloga za nagrado, ker ste prišli ob 4, bi vam radi razdelili jih par. Tako da, če bi si ga kdo želel, vas ful vabim, da si ga ogledate. Ne, ok, v redu. Bomo pol. V redu. V bistvu pa ja, katalog, letošnji katalog je mogoče malo drugačen, kot smo se ga pač prej, kot smo si ga zamislili mogoče v zadnjih 2 izdajah, kjer je bila urednica Ajda Šmit. Tam smo si zelo prizadevali, da bi katalog dopolnili z čim bolj bogatimi nekimi vsebinskimi, da smo imeli v bistvu še nekaj dodatno število člankov. Se, ko boste videli, v bistvu katalog sestavlja predvsem pregled prijavljenih projektov, malo bolj izpostavljen pregled nagrajenih projektov. Letos imamo tudi intervju z COVID sledilnikom, se pravi z glavnimi nagrajenci. In pa utemeljitev nagrade za življenjsko delo. Medtem, ko smo se pa malo drugače odločili, ko pride do drugih nekih vsebinskih sklopov. In sicer smo se z urednico Zalo Velkavrh, ki vas lepo pozdravlja iz Dunaja, kjer je na eni predstavitvi, odločili skupaj tudi z Aljažem Veseljem in Zanjo Delbelo, ki sta pa likovna urednika in ima tudi maham tlele v publiki. In ajde, te mogoče prosim, če bi lahko kar zavrteli še ta pregled od Brumen bloga. Video, prosim, hvala. Smo se pa odločili, da bomo v bistvu sprejeli strategijo Digital First in sicer iz 2 razlogov. Prvi razlog je mogoče ta, da smo enega izmed intervjujev iz enega izmed prejšnjih katalogov, in to z Nejcem Prahom, smo enkrat testno objavili na spletni strani. In smo ugotovili, da je bil doseg tega ene objave na Facebooku za več 1000-krat, mislim, za več 100-krat večji kot doseg kataloga. Katalog namreč izide v 300 izvodih. Mislim, da smo imeli takrat obiska vsaj ene 2000 na strani v enem tednu. In smo se odločili, ok, če ful ene energije vlagamo v to, da spišemo neke vsebine in potem vsak prijavitelj vzame katalog, pogleda svoj projekt, ga položi na polico in je to najverjetneje vse, kar se zgodi. Dajmo mi rajši v bistvu te vsebine, ki se nam zdijo ključne, rajši predstaviti na platformi, ki je lažje dostopna. Drugi v bistvu razlog je pa slednji. O oblikovanju se piše izredno malo v medijih. En razlog je zagotovo to, da so pač kulturne strani dnevnega časopisja polne drugih kulturnih dogodkov. Redko kateri novinar je v bistvu specializiran za področje oblikovanja oziroma pač, da bi bilo oblikovanje eno izmed tistih področij, ki jih pokriva. In zaradi tega smo nekako pristopili tudi k tej ideji na način, da smo si želeli razviti kadre oziroma povabiti k sodelovanju ljudi, ki bi si želeli pisati o oblikovanju. Naj bodo to novinarji, umetnostni zgodovinarji ali pa oblikovalci sami. Tako da bi vas v bistvu na tem mestu tudi pozvala, če imate kadarkoli idejo in željo, da bi o oblikovanju pisali, se nam vljudno vas vabim javite. Uredništvo je izredno prijazno.
in zaenkrat tročlansko. Zelo bi bili veseli v bistvu kakršnih koli pobud in pozivov. Jaz bi mogoče zdaj vprašala še Aljaža pa Anjo, če imate kakršnokoli vprašanje ali mnenje, oziroma če imate kakšen komentar na to, kam vidite, da bi ta vlog lahko šel. A smo že pozni? Imamo še 3 minute. Eno vprašanje bi še zmogli. Ampak ne vem, če boste dubla mikrofon. Hvala. Ja, vprašanje. V bistvu nek ta design publishing je globalno vprašanje. Design je zelo praktična, pregovorno zelo praktična forma in v bistvu je v splošnem ni toliko design teorije, kot v kakšni drugi stroki, ne vem, v arhitekturi recimo ali pa nekaj. Tako da v bistvu ni osamljen primer, neki design mediji so nastajali in ugašali in se spraševali o svojem obstoju in kje je ta design kriticizem pogosto. In zdaj, kje je tle pa prostor v nekem toliko manjšem prostoru, v nekem toliko manjšem trgu, s toliko manjšo govorno skupijo, kot je Slovenija, se pač tudi mi sprašujemo. Ampak v bistvu motivi so pa te, ki si jih ti že omenila, Hana, in sicer, da pač če nihče ne začne, potem nikoli ničesar ni. Tako da v bistvu ideja vzpostavitve tega bloga je bila v bistvu kot ustvariti lokacijo, ki pa si želimo in je nujno, da v resnici tako kot v bistvu prijave projektov na Bienale postane v bistvu nekaj, kar ta slovenska oblikovalska skupnost vzame za svojo. Tako da ja, se pridružujem temu pozivu, da je to pač nek štart, ker v bistvu zdaj, ker je bilo to pač v času Bienala, ko smo to štartali, je bila večina objav vezana na Bienale, v bistvu so bili pač intervjuji z nagrajenci in podobne zadeve, če bomo kaj videli. Ne, skozi gledam. Jaz bi res videl. Evo ga, to je blog.brumen.org. Pejte malo pogledat, ene par člankov je gor, ki se mi zdi odlično spisani. Večinsko je avtorica Zala Velkavrh, enega je spisal tudi Gregor Kocijančič o grupi EE in to bomo izdali po mojem jutri, mogoče naslednji teden, bomo videli, kdaj pridemo do tja, ampak je odličen prispevek o 3 nagradah, ki jih je grupa EE letos prejela. Poleg tega pa še Kar sem hotel reči, da v resnici ni nujno, da so to samo stvari povezane z fundacijo Brumen in nagrado Brumen, čeprav mogoče trenutno tako zgleda, ampak to je zato, ko so bile stvari narejene zdaj v tem času, ko je trajal Bienale. In pač tudi urednica Blazala, ki je pač druge stvari vzeti z Bienalom zdaj, ampak je v bistvu na tej točki pač pozivamo celo skupnost, da ne se vključi. Ja, razlog v bistvu, zakaj smo nekako letos smo si želeli pripraviti podlago. Se pravi, da je v bistvu to eno mesto, ki ima že neke relevantne objave povezane z oblikovanjem, zdaj so bile pač torej vezane na Bienale. Za naprej si pa res želimo, da je to v bistvu eno mesto, kjer bi lahko imeli neke malo bolj ažurne odzive, neke hitre kritike, karkoli se pač zgodi nekako v oblikovalski javnosti in kar pač zahteva nek odziv. Mislim, da imamo zdaj tudi že neko uredniško misel, ene procese, izdelano je način, na kjer ga, mislim, tako pač layout je narejen, znamo se hitro odzvati. Tako da ja, ko je naslednjič vrka, pa bi radi pisali, dajte nam povedati. Jaz mislim, da smo šli že 1 minuto čez. Tako da jaz mislim, da bi bil čas, da ta ideja gre predstavljati kaj, kar je tako malo bolj oblikovalskega, kar tole, kar smo zdaj govorili. Najlepša hvala za pozornost in še enkrat, katalog je dol, pridite nas pogledat, od 5 naprej jih razstalamo tistim, ki imate uvrščene projekte, za pol ceneje prodamo vsem prijaviteljem, nagrajenci pa dobite še kakšen ekstra izvod za vaše naročnike, da se lahko považite. Najlepša vam hvala. Se vidimo.